Prej, ko smo se tu pri mostovih ustavili, sem pozabil, pravzaprav smo pa kar preskočili, pa nisem hotel drugam iti, ampak nisem nadaljeval s predstavitvijo tebe, a ne? Poleg tega, da si tam v arhitekturi DOO, Ja. si zdaj tudi outsiderjev kolumnist, pa tako, kot smo se zadnjič pogovarjali, te je zelo potegnil prav v ta urbanizem in tudi nekaj prispevkov sem že tvojih bral. Mislim, moram pa znati, da jaz sem tako impresioniran nad tem, da sta in ti in Boštjan uspela iz Petrove sence, ki je kar velika, stopiti in se narediti tako kot samosvoja, razmišljujoča arhitekturne entitete. Ne? Ker to, jaz mislim, če bi nekdo to potegnil 15 let nazaj, pa rekel, koliko je to šans, ni tako lahka pot. No? Tako da, zato mi je zanimivo te že tukaj imeti, no? Ampak hotel sem pa samo še ta uvod narediti, za to dokončati, da se ve, da se ti nisem, da je to slučajno, zdaj pa jaz malo v mestih, ampak da se s tem resno ukvarjaš, ker smo brali tvoje prispevke pa to. Ja, mogoče čisto hitro ta odgovor. Oče, se pravi Peter, on je vedno, se pravi, on je v prvi vrsti profesor in pedagog, ne? In to je tudi njegova bila prva kariera, ne? Potem je tudi projektant, ampak že pri vzgoji naju dveh je imel vedno zelo, bom rekla, profesorski pristop v tem kontekstu, da nikoli nisi imel občutka, da te on kamorkoli usmerja. Tako recimo profesionalno, ne? Da bi on kadarkoli apeliral na naju dva, da pejte videti arhitekturo študirati. Ne, nikoli ne. To je pač nekako usklil, ne? Lej, že od mojega očeta, oče je bil gradbenik, njegov oče je bil kamnosek in tako. In to so neke te, ko mogoče celo malo genetsko nadaljuješ te zgodbe, ne? Tako da neke take, ko rečeva, seveda senca je, senca bo vedno, ne? Ampak nikoli pa nisi dobil občutka, da naj ne bi spodbujal v drugačno razmišljanje, v razmišljanje po svoje. No, to je samo zrelo starševstvo. Tako. Po drugi strani je pa tudi tako, ne? Sej Peter nazadnje je bil veliko v infrastrukturi, pa je pomagal pri oblikovanju slovenskih avtocest, pa mostovi. Jaz se spomnim, midva sva se, ko sem bil še majhen, skozi sva se igrali Lego kocke sestavljanje, on je postavil gondolo, žičnice, ne? Iz nič. Zelo inženirski pristop, ne? Iz nič je postavil žičnico, ni imel nobenih načrtov, po svoji pameti. Železnico sva sestavljala, potem tele postaje, ne? Cele sisteme razvijala. Ne? Tako da v bistvu to je neki, kar mogoče rečeš, to je nek ta arhetip, ne? Tista čist začetna stvar, ki te začenja, zaradi katere ti začneš pravzaprav razmišljati o teh mestnih organizmih, ne? Kar železnica, kar vse te zadeve gotovo so, ne? In te to v bistvu tisto, kar si kot otrok rad imel, v čemer si užival, potem v bistvu celo življenje še spremlja. No? Tako da ja, jaz sem tudi recimo več na fakulteti bil vrsto let najprej v seminarju pri Tadeju Glažarju, ne, ki je tudi zelo urbanistično naravnan in že tudi to me je takrat spodbudilo, da razmišljam o mestu kot takem, ne, pravzaprav kaj pomeni ne zgolj kot oblika, ampak tudi kot neka taka organizacija. Ne. Potem sem nadaljeval pri Alešu Vodopivcu, ki mi je dal bolj ta vpogled subtilnosti na arhitekture. Ne. Diplomiral sem pa pri Milošu Florjančiču, ki pa tudi je, vsi vemo, ne, in ga tudi v bistvu zelo pogrešamo, bil ogromen svetovljan. Ne. Arhitekturno je bil on izjemno načitan človek, ne, izjemno, z ogromno znanja. Ne. Tako da v bistvu od vseh teh mentorjev sem na nek način poberal te zadeve, ki me je, in z vsemi sem lahko tudi moja diploma je bila v bistvu zelo mestotvorna na nek način. Nikoli nisem izstopil ven iz tega oblaka urbanizma, čeprav recimo takrat na naši fakulteti niti še študija urbanizma ni bilo, ne, ampak vedno sem hotel želeti povezovati te teme arhitekture tudi z urbanizmom in z mestogradnjo. Tako da, to je čisto na hitro, da tisto zaključiva z predstavitvijo. Kar se tiče pa nagrade, hvala za uvod, Matevž, sem tudi jaz zelo počaščen in vesel, da lahko sodelujem pri temu, ker se mi zdi res ta nagrada izjemno pomembna, namreč, ker pogleda v bistvu lokalno, ampak tudi malo širše, ne, in pravzaprav za nekimi
upamo, da z nekimi predlogi, ki bomo jih dobili, ne, bomo lahko vzpostavili nek nabor, kako bi rekel, nekih pozitivnih vzorcev ali pa pozitivnih ne zgolj arhitekturno ali pa vsebinsko, ampak tudi ne zgolj arhitekturno ali pa oblikovno, ampak predvsem vsebinsko zanimivih primerov, ne, širom naše regije, pa tudi mogoče širše v Evropi. Tudi pri odprtih mestih, za kaj pravzaprav gre? Ne? Gre za to, da v resnici ugotavljamo, ne, da zgoščevanje je v trendu, ne? Vedno več ljudi živi v mestih. Mi živimo tle v Evropi v nekem takem milnem mehurčku, veliko si govoril o Kitajski. To v bistvu je absurdno. Ne? Mi se v bistvu ukvarjamo tukaj z nekim zelo malim problemom, medtem ko večina sveta živi v tistem krogu od Šanghaja mimo Japonske dol do jugovzhodne Azije, do Indije, ne? In tam se v resnici dogajajo prave spremembe. Ampak te spremembe so toliko stran od nas, da se mi jih sploh ne zavedamo. Ne, dokler nisi tam, se tega ne zavedaš. Ne? In v bistvu dejansko res... Ko mi nekaj umeščamo v prostor, pa nekaj trasiramo, pa za obvoz železnice porabimo 20 let, da bomo našli, kje bo trasa, pa vse to ne. Še ne najdemo. Pa še ne najdemo, ne? Pa še iščemo, pa še razmišljamo, kako bomo. Pa še pol, ko najdemo, pa še potem 10 let za sprejem gradbenega dovoljenja. Ne? Ampak, no, v hecu in v karikaturi, ampak ja, dejansko vidiš, da v resnici tam so čisto drugi problemi. Ne? In da v resnici nekaj, kar želimo v Evropi narediti, se pravi zgostiti mesta, je mogoče tam celo problem, ker so tam mesta preveč zgoščena in tam se ukvarjajo s tem, kako v bistvu mesta na nek način humanizirati nazaj, ne? Jih narediti bolj trajnostna, bolj sonaravna. Ne? Ker mi zdaj lahko res rečemo v Evropi, naša mesta, kakorkoli pogledaš, vsa mesta so izjemno sonaravna, so trajnostna, so zelena. Vsi nekako vlagamo v zeleni razvoj. Ne? Ampak kljub temu, predvsem Slovenija ima, zdaj, to je stvar debate, lahko je to pozitivna, lahko je negativna lastnost Slovenije, ampak Slovenija ima v Evropski uniji izjemno velik delež razpršene gradnje. Se pravi, mi smo zelo slabo urbanizirani. To izhaja iz nekih zelo političnih in zgodovinskih odločitev, ki so bile sprejete, recimo, kakšne 40-50 let nazaj. Ne? Ampak dejstvo je, da želja vsakega državljana je, to smo se tudi danes pogovarjali, v njegovem bistvu je imeti svojo lastno enodružinsko hišo. Ne? In življenje v mestih ni na nek način ideal. Ne? Kar nam narekuje, da moramo pravzaprav o mestih razmišljati, sploh v našem kontekstu, kako pravzaprav združiti neke želje ljudi po bivanju v skupnostih, ker vsak človek ima željo bivati v skupnosti, sočasno pa kako pravzaprav narediti njegovo doživetje tega bivanja podobno temu, kakor da bi živel v neki lastni, ne vem, recimo enodružinski hiši z nekim atrijem, z nekim vrtom, z nekim zelenjem. Ne? Tako da mislim, da je to naloga recimo v tem evropskem prostoru, ne, ki je čist drugačen od tistega, ki je azijski ali pa tisti, ki je ameriški. Ne? Ker čist vsak prostor ima svoj nek drug kontekst. Ne? Tako da jaz mislim, da tukaj je prav, da smo se na Evropo omejili, ker zdaj ne moreš. Ne? Ampak v resnici vidiš, koliko že naša mesta ponujajo nekih pravzaprav ponujajo nekih možnosti za izboljšanje infrastrukture, izboljšanje urbanega doživetja, izboljšanje socialnega povezovanja, ne? In pravzaprav s temi primeri, ki jih iščemo, oziroma s temi nalogami, ki bojo prispeli, oziroma tem projekti, bi poskušali izpostaviti tisto, ne? Se pravi, izpostaviti projekte, bodo si to mali, veliki, lahko so to neke velike urbanistične zadeve. To bojo projekt, to se bi na natečaj pripali realizirani projekti ali tudi ideje? Razmišljanja, realizacije. Veš kako, v bistvu je tako, realizacije, študije, OPN je tudi lahko, OPPN je kakorkoli, ampak nekaj, se pravi, ne zgolj ideje, ampak nekaj, kar je realiziran. Ker to je zelo težko pri urbanizmu, ne? Zato ker pač pri urbanizmu nekdo nastavi nek masterplan, nekdo nastavi nek OPN, ne? In potem na njemu gradijo. Ne? Zdaj, ta OPN je lahko super, ne? Zato ker je on pravzaprav izjemno napreden in omogoči razvoj mesta, ne? Ampak po drugi strani pa ti kot opazovalec, sploh laičen, zelo težko pravzaprav prebereš ali razbereš, zakaj se gre. Ne? Da, ampak tudi te študije, se pravi, zato ta nagrada pripada, veš, tako
majhnim projektom, kot so neke urbane intervencije, ki izboljšajo recimo podobo neke soseske, mislim, socialno podobo, vsebinsko podobo soseske, kot recimo nekim večjim urbanističnim zasnovam, ne, tukaj so predvsem Nizozemci močni ali pa tudi Francozi, ne, Švicari, Španci, ne, pa tudi ne nazadnje nekim lokalnim študijam ali pa recimo nekim izboljšavam v manjšem ruralnem prostoru, ne? Se pravi ureditev nekega trga v neki vasi, ne? Ki pripelje neko novo vsebino in reaktivira. Široko je to zastavljeno. V slovenščini se mogoče ta naslov kategorije bere urbano, ne? Ampak v bistvu je open spaces, ne? Mi ne govorimo o mestih, govorimo o prostorih. Cities, ampak open spaces. Open spaces, ne? Zato, ker je tudi v sodobnem prostoru zelo težko, ta mejnik med ruralnim in urbanim je praktično zabrisana. Mi danes težko govorimo, da zdaj pa neka vasica, da živi ruralno življenje, kot ga mogoče pred 100 leti, ker večina sodobnega podeželja prebivalci tega prostora upravljajo življenjske funkcije v mestih. To je samo pač prostor, kjer so si ali po svoji želji izbrali življenjski prostor, ker jim je to všeč, ali pa so bili primorani v primeru slovenskega konteksta še mogoče to bolj izrazito, ker v mestih ni primernih stanovanj, ker je premalo tega zgoščanja smiselnega, in potem pač ljudje sami rešujejo svoj stanovanjski problem na ta način, da pač najdejo neki parcelo, kjer je lažje in hitrejše pride do stanovanja. Mogoče pa oboje skupaj včasih. No, ironija je, da je to pogosto cenej kot kupiti stanovanje. To je res ironija. V Ljubljani ali mislim v Ljubljani sploh ali pa. Ker mesta bi mogla biti takšna, da zaradi kratkih poti, zaradi infrastrukturne opremljenosti bi morala biti ta gradnja bistveno cenejša. Mesta je mogla pripravljati parcele, ki se bo gradili. Pa mislim, da tukaj v Sloveniji v primeru Ljubljane je izrazito to, da se pa načrtno zvišuje ta cena kvadratnega metra, ker pač stanovanja v veliki meri, ne vsa, ampak del stanovanja je namenjen kapitalu, se pravi višanju vrednosti kapitala, in tukaj pa pač potem človek v tej sekundarni vrednosti, kar je v bistvu žalostno za ta razvoj mest. No, zdaj, ko si to omenil, mimogrede, tega se sicer nisem mislil dotikati, ampak zdaj pa si me vseeno spodbudil. Ta nova davčna zakonodaja, ki so jo zdaj predlagali, a mislite, da bo imela tak efekt, kot so rekli, da ga bo imela, ali je zgrešena? Pa bi morali kako drugače tega lotiti? Jaz moram reči, da nekaj časa sem verjel v to, da lahko davek reši ta problem, bojim pa se, da če to ni zelo premišljeno narejen, pa zelo z zavedanjem, kakšne učinke ima lahko, da pa lahko kontraučink, da je pač samo še en nov davek, ki ga bomo plačevali, ki bo še dodatno obremenil v bistvu trg nepremičnina, in bo samo še dodatni neki strošek nastavljen. Se pravi, če bi bil ti poslanci, bi moral zdaj glasovati, bi glasoval za ali proti tej zakonodaji? Zelo težko to rečem, ker ga pa tudi nisem prebral. Tudi še ni napisan, toliko, kar vemo o njemu. Jaz tako mislim, da davek nepremičninski v neki obliki bo mogel biti, ker ne nazadnje vse zahodnoevropske države imajo. A je to argument? Ni argument, mislim, je pa ni. Mislim, dejstvo je, da se to vsi ugotavljajo, pač mi izrazito visoko obdavčitev dela, pa zelo nizko obdavčitev premoženja. Zdaj, na neki točki moramo to začeti spreminjati, ker taka obdavčitev dela, kot jo imamo trenutno, zavira naš razvoj. Smo nekonkurenčni. To se strinjamo. Mislim, da bi mogli najprej razbremeniti delo, pa potem drug davek, ne v tej dejstvo je, da pol vedno, ko rečem, se zdaj to, naprej to, pa bomo pa tisto vzeli, ampak pol unga nikoli ne, pol vedno ne. Samo, jaz mislim, da obdavčitev, zdaj imamo itak nadomestilo stavnega zemljišča. Tukaj bo že velik problem, ker občine so že malo slabe volje. Pač to je pa drug moment, ker se mi zdi, da je zgrešen, da se to še ta del vzame občina, ker občina vsaj približno, recimo, če gledam čistko, spet poslovnega, v poslovnem svetu smo se zadnjič dosti pogovarjali. Če občina ve, da bo dobivala te davke, pol je zainteresirana kreirati tako okolje, da ljudje se čim bolj priseljujejo. Če bo to spet prišlo v roke nekim državnim uradnikom, potlej bo to šlo, jaz sem, ne moram reči naprej, ampak to, kar obljubljajo za razbremenitev plač,
Naj to naredijo, ne tukaj najprej ta predlog vidimo, ne, pa potem lahko. Jaz mislim, da še mogoče še ena, pač, ko si že rekel, ne, vse države imajo to, ne, ampak nobena pa nima toliko visokega davka, kot ga tukaj načrtujejo. No, to je sicer to je pa druga stvar. To druga stvar, pa še to, ne, jaz mislim, da kar vidimo, no, z prakse je to, da se vedno da iskati luknje v zakonih, ne, in potem pač obstajajo tudi ločitve, ki so samo zato, da se potem pač lahko nepremičnine porazporedijo na dva, ki sta ločena zdaj po novem, ne, pa še vedno skupaj živita, pa vse funkcionirata, ker je pač to davčno bolj ugodnost. So ljudje tudi pripravljeni take korake storiti, ne, zato, da se lahko, ne vem, dve premičnini potem ne obdavčijo, pa šele tretja, pa tista mogoče. Ne, in tukaj mislim, da ljudje, ki imajo veliko nepremičnin, imajo tudi veliko možnosti iskati načine, kako se takšnim ukrepom izogniti, ne, kar pa ta davek ne bo koristil tistim, ki pa nimajo niti prve nepremičnine. Gotovo neka progresivna lestvica bi bila, če že govorimo o davku na nepremičnine, ne, bi bila bolj optimalna kot to, da na drugo nepremičnino. Ker situacija je taka, lahko je to zdaj zelo populistično na nek način, ampak nekdo, ki ima vlasti, strokovna debata, mene zelo realne stvari zanimajo. Ampak nekdo ima v vrednosti 2 milijona neko nepremičnino, pa je on sam lastnik tega vsega, nič drugega, bo davek nič. Ne. Zdaj nekdo, pa teh situacij po mojem ni malo, nekdo, ki ima tle eno sobno stanovanje, nek človek, ne, pa da je podedoval nekje, ali stanovanje, ali pa gledaj, nekje v kaj ti če reči, nekje v Lučah, neko hišo, ki je niti ne more prodati. Ne, nima kaj z njo delati. Ampak bo to njegova druga nepremičnina. In bo na njo davek plačeval, ki mu je že tako samo breme, ne, in že tako, in pač v bistvu obe dve nepremičnini boste dosegali lih $500 000, mogoče bo neki vrednosti, ampak plačeval bo on za tisto drugo nepremičnino 1000-2000 na leto. To diskrepanco že Simič izpostavil. Ena nepremičnina, prva milijonska, druga ne. Tako da zdaj, ali res neka uravnilovka pa na vsako nepremičnino na njeno vrednost pač nek procent, ali res rečeš, ne vem, na tretjo, četrto, kakorkoli, ne vem, to, jaz nisem strokovnjak za to področje, verjamem, da v Ljubljani pa Sloveniji mnogo več ljudi, ki ve o tem več, mislim pa, da obdavčitev premoženja pač je neka stvar, ki bo mogla priti, ampak sočasno z znižanjem pač obdavčitve. Ampak zakaj? Ti si velike davščine plačal na neko plačo, zato da si kupil stanovanje. In zakaj bi ti zdaj, ali pa da si zgradil hišo, kjer si plačal davek delavcem, kjer si plačal davek na material in zdaj imaš to hišo in... Ampak ravno zato, ker je v bistvu... Zdaj boš pa še tretjič davek plačal na to, ker... Ampak ravno zato, ker to se strinjam, ampak nepremičnine, problem je to, da nepremičnine so res, predvsem v slovenskem prostoru, tiste, kamor so ljudje vlagali svoj kapital, ne? Sprav, menj v delnice, menj v karkoli drugega, nepremičnine pa vidimo, kako strmoglavo to pravilno, kako vrtoglavo jim rastejo cene. To je najboljši možen doprinos, najboljši možen dobiček, koliko ti v bistvu plemenitiš svoj kapital. In s tem nepremičninskim davkom lahko, saj v teoriji, na nek način to reguliraš. Dobro, seveda obstajajo neki obvodi, ampak glej, te obvodi do neke točke so, pa jih pa tudi ni več. In recimo, če ti oprostiš davka nekoga, ki potem svojo drugo, tretjo, četrto nepremičnino oddaja v najem, se meni zdi to zelo na nek način simpatična in pametna ideja. Ker če boš ti samo obdavčil, bo to tisti, ki še oddajo v najem, ali pa tisti, ki Airbnb zaračunajo, se bo to samo pretopil v tiste cene in bo še težje priti do enega stanovanja. Zdaj, jaz ne vem, ker nisem, moram res iskreno reči, prav na tekočem, ampak kot sem jaz razumel, je bila ta ideja v tem smislu, da če ti svojo drugo, tretjo, katerokoli nepremičnino oddajaš, potem ti tega davka ne plačaš ali je zgolj neka olajšava. Tudi jaz to sem skočil na področje, ki očitno noben med nami ni čisto poučen. Ampak v tej temi še en vidik, ki pa se mi zdi tudi, ker za celotno področje prisoten, da v bistvu smo izgubili zaupanje v neko inštitucijo,
države. Ne? Ker nekdo, ki razpiše davek, bi potem mogel zelo odgovorno ravnati s tem prejetim denarjem, z pravim denarjem. Ne? In če se dogajajo afere kot je Litijska, ki so potem še brez epiloge, ali pa kot si zadnjič omenil v enem super Facebook zapisu, da so si zviševali plače uradniki sami sebi, ob tem, da se pa arhitekt muči na upravnih enotah v postopkih, ki bi morali biti v prid, se pravi, ti načrtuješ neko stavbo na parceli, ki je gradbena in porabiš 1,5 leta, recimo, ali pa 1 leto, ali pa bistveno več, v glavnem, kakor je predvideno v zakonu, zato da spravaš neko dokumentacijo čez, zato porabiš bistveno več finančnih sredstev, kot je bilo predvidenih. Tukaj pa se potem izgublja to zaupanje, da tudi ta zbran denar, da bo uporabljen smotrno, ampak da bo mogoče spet samo zlorabljen. Čeprav jaz ne bi, mislim, da tudi, pa gremo vice versa, meni se ta argument tega, da lahko ta denar ponikne, pa da bi zaradi tega mogli nižati davke, se mi mogoče ne zdi najboljše. Zaradi tega, ker v resnici, ne, čisto iskreno, zaradi tega, ker potem nikamor ne pridemo. Ker pač, če želimo živeti v socialni državi, v državi, kjer v teoriji nihče ni puščen samemu sebi, prepuščen tudi, če pač se mu zelo nekako zalomi v življenju, v državi, ki bo spodbujala javni razvoj. Mislim, da se vsi trije strinjamo, da si želimo v taki živeti. Samo neko safety net. Mislim, se mi zdi, da je zelo enostavno pol govoriti, zdaj bomo spet dali davek za to, da pač kam bo pa šel ta denar, niti ne vemo, ampak da mogoče to ni mogoče lih najboljši argument, ampak bolj poskrbeti, kako potem ta denar, da gre v razvojne projekte. Ta post, ki ga je Matevž omenil, se je nanašal na to, da če razdeliš prebivalstvo v 3 kategorije ali pa v 3 različne skupine, gospodarstvo tako ali drugačno, uradniki pa politiki. Kaj je razlika med temi? Razlika je, da gospodarstvo jaz, dokler nekaj ne naredim, se pravi, dokler se jaz ne prebijem, če vzamo sam naš primer, do gradbenega dovoljenja, jaz ne dobim plačan naslednji obrok. Če ga meni uradnica ne izda, ona dobi isto plačo. In kar so zdaj oni naredili je, mi smo, kjer smo, sam še tako kakšno poleno ti vržejo pod nogo, uradniki so dobili višjo plačo za ne vem koliko, 15%, vse so da pa 40%. Ti si povišal plačo zadnje leto za 40%. Nisi, kako ne? Očitno je šlo to gor. Ampak je treba tudi... Ali pa si dal dodatek za stres mogoče. Ne, je pa res, da se plače, kot razumem, že skoraj desetletje niso usklajevale njihove, da zato je pač, mislim... Sicer v glavnem, tukaj smo zašli, ampak moral sem to vprašati, zato ker se mi zdi pa, da tudi na mesta vpliva pa na to gentrifikacijo in jaz se bojim, jaz nisem a priori proti davkom, sem pa proti davkom, da se kar nakladajo in pol iz tega se nič ne zgodi. In se bojim, da ta bo enak nepremišljen, tako kot je bilo nepremišljeno zakon o beleženju delovnega časa, ki so ga vrgli ven, pol je šlo vse v plamene, potlej so pa izjavili, zdaj se moramo pa res posvetiti, da bomo te birokratske ovire odpravili. Isto kot se jim je zdaj zgodilo, pa niti ne vem, kdo je kriv s temi taksami, tarifami za elektriko, ker nič, pol gre pa to ven, zdaj bomo pa popravili. Zmeraj treba nekaj zažgati in jaz mislim, da ta je isto nepremišljen. Tak občutek imam, je pa res, da ga tudi jaz sem premalo prebiral, malo sem se ga lotil, ampak premalo prebiral, da bi v nulo, ampak pa če bi moral zdaj staviti na kaj, tako kot na ruleti, bi stavil na to, da ne vejo niti približno kakšne realne učinke bo imel. In bo pa imel na mesta. In to strinjam pa se s tabo, Aleš, da s tem se da to so vzvodi, ki jih ima država, da dejansko, če imaš ti toliko in toliko nezazidanih parcel, pa eni, ki bi želeli zidati, ne dobijo novih, ti pa držiš tam 15 hektarov nezazidenega, v redu, to jaz razumem, da se to nekako obremeni, recimo
tako, kot da bi bilo zazidano, ali pa ne vem, neki. To so vzvodi, ki imajo občine, pa država. To že obstaja. To že obstaja, ja. No, zdaj sam nisem pa tako pristaš, najprej davek, pol pa bomo videli, kaj bomo s tem. Ker itak, ja, žal je tako, jaz bi bil prvi, ki bi si želel verjeti, da bojo to pametno porabili, samo, kakor vem, so se zdaj spet za milijardo zadolžili do 2055. Mogoče se takrat mene ne več tikali, ampak so pa moji. Tako da, mislim, to se mi zdi pa res tako, precej slabo, no, za državo. Ker tudi, ja, no. Anyway, to je bil skok izven mest, a ne? Ampak kako sem na to prišel? Mislim, da je Matevž. Matevž mi je dal istočnico in ki mi je takoj podkurila pod nogami. No, ampak če se vrnemo k nagradi, v bistvu v te kategoriji odprta mesta, pa iščemo takšne predloge, ki pa se pravi ta skupni prostor izboljšujejo. Zdaj tukaj pač vsak ta primer ima neko ozadje, ali je to politično, ali je to bottom-up, ali različni pristopi, ampak kot smo tudi že danes šli čez nekaj teh primerov, so to zelo zanimivi projekti, ki bistveno lahko izboljšajo življenje v mestih. To je tisto, kar iščemo. Je pa res, pri vseh teh zadevah, ki so vezani na javni prostor, pa so vezani na mesto, je vedno ključna vsebina. Če ti delaš nekaj, da vsebine še ni, pol se izkaže velikrat, tudi jaz, ko sem v Madridu živel, je velikrat prišlo do nekih projektov iz državne ali pa tudi iz recimo lokalne sfere, pa še ni bila oblikovana vsebina in potem tisti je bil skozi nekako, to je super pa to, ampak pol nekako, kadarkoli sem šel v Madrid, tja nekako ni bilo tistega, se pravi, ko pa vsebina je, in če usklije to recimo iz nekega, recimo bottom to up, kot si prej omenil, se pravi, iz tal proti vrhu. Vsebina v kakšnem smislu misliš? Vsebina to, da nekdo dela nekaj iz lastne inercije, v bistvu iz lastnega veselja, se pravi, vsebina v kontekstu, da vsak javni prostor je nekako vsebinsko programiran, vsak trg, vsaka hiša, se pravi, da v bistvu, kaj je ključno za živo mesto, je to, da v bistvu vsaka hiša mora imeti nek javni del nečesa. Prav v slovenskem prostoru ključno se mi zdi zelo narobe to, da v bistvu novo mesto mi gradimo kot neko mesto zelo odrezanih hiš, ki nikakor ne komunicirajo s ulico razen prek svoje ograje. Velikrat je potem ta ograja tista, ki jo na nek način olepšajo vse to in oblikujejo, reče, to pa moj nagor tega objekta, tudi večstanovanjskega proti ulici. To sem hotel vprašati, s hiša misliš hiša kot hiša ali hiša kot tudi večstanovanjski objekt? Zdaj recimo kot večstanovanjski objekt. Čeprav recimo praviš, da si želiš v Tokio, oziroma na Japonsko. Na Japonsko, ja. Pa mislim, da tudi v bistvu Kitajska ima malo to podobno zgodbo, ampak recimo Tokio je nor. Jaz sem imel to priložnost, da smo šli v sklopu študijskega potovanja tja, leta 2009 ali 2008, se ne spomnim, ampak res, to mesto je tisto, ko rečeš, ko v bistvu ni skoraj nobenega pravila, se pravi, vse je lahko, kar češ, ampak kar nekako vse štima. In tam dejansko so te njihove ulice ozke, s tistimi vsemi napeljavami elektrike, ki grejo po zraku, ko zgleda, kot da si prišel v neko državo tretjega sveta, ker pač oni jih nimajo pod zemljo zaradi potresov. Ampak v bistvu vsaka enodružinska hiša ima pred svojimi vrati, ali imajo oni to, da imajo delo od doma, se pravi, da je tudi v bistvu noter pisarna, en tak prizidek, ali nekdo nek čaj popoldne kuha, pa ga daje sosedom. Se pravi, občutek te skupnosti je. In se mi zdi, da v evropskih mestih, predvsem pa v vzhodnoevropskih mestih, se je izgubil po padcu tega bivšega sistema ta občutek skupnosti. Recimo, sploh v bivših državah Sovjetske zveze je to zelo
evidentno videti, ko imaš ti pravzaprav te stare hruščovke, ko so jih potem predelali, pa ne vem, kakšna stanovanja, pa okolje, ne veš, to je modernistično naselje nekih kock, ne, in okoli vsake kocke je zdaj visoka ograja, ki varuje zdaj tiste bogato prenovljene stanovanja za temi ograjami, ne, se pravi, na nek način se mi zdi, da je to zelo za vzhodnoevropski prostor, ki je recimo bil prej podhranjen, kar se tiče privatne lastnine, ne, da je potem, ko pa se je končno, in tudi je mogoče to odgovor, zakaj v vzhodni Evropi je ta privatna lastnina stanovanja. Ne, danes smo govorili recimo tudi v Bratislavi, tako da pač ljudje dojemajo svojo lastno stanovanje za prioriteto, apropo recimo temu, da bi najemali. Ne. Ker ti, ko imaš nekaj v lasti, ne, neko stanovanje, je to potem na neki načelni ravni tudi tvoja varnost. Ne. In ko imaš nekaj v lasti, želiš tudi zavarovati, želiš obdati. Ne. In se mi zdi, da ne vem, ta neka skupnost, ki je mogoče bila tudi v preteklosti malo usiljena, ne, je zdaj iz tega razloga na vzhodni strani Evrope malo pozabljena. Medtem ko pa gledamo na zahodu, pa mnogo teh projektov, ki v bistvu se gradijo nova mesta, nove soseske, kot na nek način neke komune oziroma neke zadruge, ljudje se skupaj zberejo. Ljudje niti nimajo svojih lastnih jedilnic v svojih stanovanjih, zato ker imajo eno skupno jedilnico, kjer pridejo vsi službe, naredijo skupaj kosilo, cela skupnost je isto hrano. Ne? Tu sem videl par teh predavanj, pa misliš, da to funkcionira, da dejansko... Mislim, glede na to, koliko je teh projektov, in jih res ni malo. Res? Recimo v Španiji, Barcelona, Balearski otoki. Da ni kuhne v stanovanju, ampak da imajo kar... Ja. Skupno kuhno. Skupno kuhno. Tako kot je v hostelu. Tako kot je v hostelu. Ja. Ampak, lej, to je... Ali pa hotel, ne? Ok, ampak hotel, tam ti nekdo kuha, ne? Ja, nekaj teh projektov smo objavili, ne? V Skandinaviji je veliko, tudi v Nemčiji. Ampak jaz sem mislil to, kar je objavljeno, pa tukaj sem tudi nekaj na predavanjih slišal, da so to pikneni, nisem si predstavljal, pa da je tega res veliko. Ne? To ne vem zdaj, koliko je to splošno. Ampak, splošno ni, ja. Ne, splošno ni, ampak je pa... Že če je 1% tega, bi se meni zdelo to ogromno. So pa to načini bivanja, ne, ki recimo jih pri nas, ne, tudi če bi nekdo si želel, da bi se najdla grupa ljudi, ki bi si rekli, ok, pa dajmo tako narediti, bomo imeli skupno kuhno, pa tako naprej. Ne. Težko priješ potem skozi predpise in zakonodajo, da bi rekel, da bi dal tak projekt noter, in bi ti rekel, ja, to spada v neko kategorijo, če se vidi tako dobro. Stanovanjski zgrad 12.3.7.11 in tam pa mora imeti... Mogoče tudi ta paralela z Japonsko, ne, ker je tudi, jaz, ko sem po Tokiu opazil to neko, na nek način podobnost v tem, da z našim prostorom, ne, da tudi tam je ogromen enostanovanjskih hiš, celi predeli mesta, enostanovanjske hiše, ne, s tem, da tam je bistveno bolj gosto, bistveno manjše so, ne, bistveno bolj gosto in tudi, ko sem govoril s kakšnimi arhitekti, oni imajo zelo tudi nekaj pravil, no, ampak ta pravila so predvsem, da tudi če greš do meje, ne, kar pri nas ne bi mislimo, ne, da če greš do meje, moraš še vedno se zagotavljati, da ima sosed toliko pa toliko sonca in če to dokažeš in zračunaš in tako naprej, potem je to ok. Ne. In je v bistvu na nek način veliko bolj svobodno, ne, in tiste omejitve, ki pa so pa veliko bolj pragmatične, izhajajo iz neke kakovosti. Pri nas se včasih zdi, da so neka pravila stojijo tam samo zato, ker so jih prepisali eno drugega z enega prepisa. No in tukaj, ja, se mi zdi tudi ta zakonodaja toliko napihnjena, da potem ne vzpostavi sploh možnosti razmišljanja o drugačnih načinih bivanja, kot se pogovarjamo zdaj o nekih skupnih prostorih, ki jih pa mogoče, se ni treba, da je to neka splošna raba, ne? Ampak če se pa nekje neka skupnost spontano nastane, kjer se ljudje med sabo ujamajo v podobnih potrebah po prostoru ali bivanju in tako naprej, in da vidiš, da če imaš ti eno kuhno namesto 20 kuhana, ne, pa ni treba, da vsi istočasno odpojati. Eno pralnico, da se s tem zniža strošek gradnje mogoče, pa imaš v stanovanju samo neko manjšo kuhno, imaš manjši strošek za kuhne, niso pocena, imaš manjši strošek za vgradnjo kuhne, je mogoče to lahko en drugačen način bivanja, ki se nekomu zdi nedoumljiva, nekomu drugemu je pa to blizu. Nekaj teh skupnosti, kaj je že ta nek Sončni Grič, ali kaj poznate to, ki je bil Nara Petrović, slovenska Istra. To oni imajo neko tako komuno, so v neki hiši naredili.
Dobar, pa Toneta Pugla, tista vas tam v Kočevskih gozdovih. Ja. Saj jaz mislim, da bi se dejansko, mogoče jaz nisem za tako skupnost, ker sem preveč introvertiran človek, ampak bi se pa sigurno našli taki stanovalci, ki bi jim pa to po moje sedela. In kaj dejansko je to verjetno res, zdaj, ker si omenil, sem se šele spomnil, ker se ne ukvarjam z ničimer več kot hiškama, ker pač naredimo, kar hočemo. Je to vprašanje, če bi rešilo skozi predpise, če bi ti zdaj na stanovanjski sklad prijavil blok, tak, brez kuhne. Če uporabno dovoljenje ne bi dobil, ti moraš upoštevati predpis o stanovanjski gradnji oziroma v gradnji v večstanovanjskih objektih in to ne gre čez. Ker vem, da ne moreš, ne. Se pravi, tudi če bi bil zasebni investitor, ki bi hotel narediti blok, ne bi to mogel spraviti skozi. Ne. To je noro. Te predpisi, s katerimi se sami sebe streljamo v kolena, to je meni nedoumljivo. Res. Ja, to je, smiselno, kar nek velik problem v Sloveniji, da se toliko predpisov predpiše in potem toliko ljudi skrbi za to, da se to pregleduje, če to je. V veliki meri niti noben ne pregleduje, potem če se to res izvaja, ker imaš včasih še dobro, ampak si pa stalno pod nekim pritiskom, je to zdaj v skladu s predpisom in koliko predpisov še je tukaj zraven. Zanima me, kako je to res urejen potem, če smo prej omenili Balearske otoke ali pa Francijo ali pa to, ker jaz dvomim pri EU regulativah, da je to tam kakorkoli drugače. Zdaj, a je pač tam pol nek odvod ali nek odpustek, ali da ti lahko to tako prikažeš, Ampak jaz bi tle še nekaj drugega rekel, Zanimivo je to, da v bistvu ker ko gledaš te projekte, to vidiš, da pravzaprav to so neke skupnosti, da niso to neke ideološke skupnosti, da bi ti rekel, kot je bilo takrat v Palestini kibuci, da so se ljudje z nekimi socialističnimi pa z nekimi zelo religijskimi recimo paradigmami skupaj dobili pa to delali, ali pa recimo v 60-ih hipijevsko gibanje, ko so tako, Ampak gre za zelo pragmatično, ampak tudi v kontekstu. Toliko manj kuhanj, toliko manj pralnic, to je res lahko na kvadratni meter bojiš. Ampak na Zahodu, ki je najbolj, ker pol se ti vrača ta misel Karla Marxa, ki je on že v bistvu rekel, da pravzaprav neka ta komunitarna skupnost, ona se bo razvila iz najbolj razvite skupnosti. Se pravi, to, da je nek ta skupinski družbeni red usklil nekje na vzhodu, v nekih planšarijah, v nekem, ki še niti ni dosegel neke industrijske razvitosti, je v bistvu vrgel senco na cel ta, recimo nek, kako bi rekla, na nek razvoj skupnostne družbe. Da, če pa to rata nekje iz neke potrebe ali celo želje, je pa to tisto, kar je mogoče že Marx govoril, da v resnici, kjer je ta družba toliko napredna, bo pravzaprav ona ugotovila, da individualizem mogoče ni pot naprej, ampak da je pot naprej res iskanje v nekih skupnostih, v nekih odnosih. Pa če še, mislim, da tudi Marx rekel, če ga citiram tako prosto, da birokracija ima pa tudi to naravo vse, da če ne služi ljudem, če služi sama sebi, je narava v tem, da se pač razrašča. In to je pol pride do tega, da so kup enih zakonov pa tako naprej, ki pa ovirajo to skupnost. Se pravi, je to kakšno modro rekel? Jaz mislim, da ja. Analitično je bil, še danes, če bereš analizo sistema in vse to je, jaz mislim, da zelo aktualno. Recimo primera, Dešele arhitektov iz Pariza, ker so zgradili en čudovit stanovanjski objekt za socialna stanovanja, ki ima glavno fasado proti ulici izbite zemlje. Ko smo imeli intervju z njima v reviji prejšnji številki ali predprejšnji, so izpostavili pač, da njihov sistem deluje na način, da je vse dovoljeno, razen tisto, kar ni. Pri nas ni pa nič dovoljeno, razen tisto, kar je. In potem pač nastajajo te ogromni prostorski plani, kjer dovoljuješ lahko to, pa to, lahko pa to. In želijo skozi te prostorske akte napovedati prihodnost, kaj vse je bilo možno, ampak seveda tega ne moreš narediti. In se potem pač zaletavaš vsakič z neko idejo. Prije nekdo, ki bi rad imel kuhno za več stanovalcev skupaj in to ni bilo predvideno in to nemogoče.
čeprav čisto lahko njegova individualna odgovornost ali pa želja ali pa karkoli, da bi to bilo. Ampak če se vrnemo na mesto nazaj, mogoče da ne zaplavamo tako večstanovanjsko gradnjo, ravno to, kar ti, Matevž, praviš, ne, to je tudi problem res v mestih. Ne. Mi zdaj v resnici, kaj urbanizem danes je, ne, v Sloveniji? Urbanizem je pač pravzaprav OPN oziroma DPN v prvi vrsti, se pravi državni prostorski načrt, ki potem bi mogel iti prek regionalnega prostorskega načrta, ki ga ni, ker seveda regije ni, čeprav so v ustavi zapisane. Ne. Pa bi velikih stvari rešile. Ogromen. Ti imaš v resnici neka močna somestja. Glej, sej tudi že v bistvu Ljubljana, ne, ima cirka 300.000 prebivalcev, ampak Ljubljana regijsko ima več kot 500 000. In to je vse, kar tangira sem. Ne? In v bistvu, če se bomo pogovarjali tudi o javnem prometu, ne? Definitivno. Javni promet ni problem, ki ga mora mesto Ljubljana sama rešiti. Absolutno. Ampak je to državna prioriteta, ker Ljubljana je glavno mesto, ne? In na katero so vezane, ne, od Moravč, pravzaprav vse, kar gre do Trojan in vse, kar gre do Postojnskih vrat. Ne? In v bistvu to, da regije ni, ki bi regija na nek način prevzela pobudo, pa tudi recimo financiranje nekega urejanja teh tokov, je velik feler. Ne? Ampak da se vrnem, no? Potem imamo OPN, ki je občinski prostorski načrt, in pa OPPN, ki je tisti podroben. In šele ta podroben se začne malo ukvarjati s tem, kako bo pravzaprav mesto oblikovano. Ne? Predtem so vse to samo strategije, usmeritve, nabor pravil. OPN, on se ne ukvarja več s tem, kako bo mesto izgledalo, kako bo na nek način zapeljano. On se samo še ukvarja z tem, ne, da na nek način narekuje. Ne? In jaz mislim, da s tem, ko so bili urbanistični zavodi takrat v 80-ih letih še v Jugoslaviji ukinjeni, ne, ki so v bistvu delali te generalne prostorske ureditve GPU-je, s tem je bila narejena v bistvu za razvoj naših mest precejšnja v bistvu škoda. No? Zaradi tega, ker potem mesta niso več imela nekih zavodov, ki so na nek način risala, planirala ta mesta, ne? Pozitivno ali negativno, ampak so jih. Ne? To je potem na koncu dneva prepuščeno totalnemu kaosu, ne? Ki ga sicer zdaj z OPN-ji reguliramo, poskušamo regulirati, ampak OPN je točno tako, kot je Matevž prej rekel, zgolj nek zelo splošen pravilnik. Ne? In predvsem gašenje požarov, v smislu, da ko že imamo problema, moramo pa zdaj ta problem rešiti. Namesto, da bi usmerili razvoj, da ta problem sploh ne bi nikoli nastal. Ne bi nikoli nastal, ja. Jaz se spomnim, koliko pa je bilo to, po mojem, že kar kakšnih 10 let nazaj, kaj je ta dogodek arhitektov, ki se na Brdu organizira? Tale, ko ga ima... Ja, ta ga ima, pa ne vem, nekdo ga ima, ampak vse, no, v glavnem na tem dogodku sem bil in takrat so povabili... Arhikulta, ni? Ja, nekaj ne. Zelo zanimivo je bilo predavanje, ki so povabili eno dansko urbanistko, in sicer ta glavno urbanistko Kopenhagna. In ona je že takrat točno to rekla. Mi smo nakladali predpise, na kar smo ugotovili, da to ne vodi nikamor. In smo vse to ščrtali, pa smo večino stvari, razen tisto, okay, če imaš ti tle tak nivo, ne boš pustil stolpec, se pravi, nek osnovni gabarit smo pustili. Vse ostalo pa, če smo kaj hoteli reči, so bila priporočila, a ne? In kakšne pozitivne efekte je to imelo na Kopenhagen, pa razvoj Kopenhagna. Ne? To je bilo takrat njeno predavanje. Ne? In tudi to, kar si prej Tokio omenjal, jaz se spomnim enih 4-5 teh arhitekturnih bienalov nazaj, ne vem, če se spomnite, je imel japonski paviljon eno krasno tak time-lapse skozi leta, kako Tokio živi. Ne? Ker oni menda, tako kot sem jaz takrat spremni tekst razumel, oni imajo grid in ti imaš to, ne? In znotraj tega ti pravzaprav razen nekih čist res grobih usmeritev, ne vem, da narediš res neko norost, lahko narediš, kar hočeš. Ne? In je bilo tako prav zanimivo, kako je to tak, ne? Pa so se recimo 2 enoti združili, pa so se spet podarili, pa to, ne? In tako kot živ organizem, kljub temu pa, ko si gledal te slike, ker so bile istočasno še slike, se je pa pokazalo to, ker ta stavek, ki ga jaz od Glena rad ponavljam, ker ga je on zabrusil pač uradnikom.
to, da če ti hočeš neko skladnost dobiti, to ne pomeni, da mora vse isto biti. Ker monotonija ni enako harmonija. Ker to monotonija je ping, 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 ping. To, da imaš same iste note, ti ne bo nič ustvarjal. Ameriška predmestja, neskončno. Ja. In se mi zdi, da ta način te deregularizacije, to kar smo mi takrat rekli, da bi se v hipu lahko zgodilo, to, kar smo z, kaj je že, Marklom. Ja. Ne bi bilo treba nič kaj dosti sprejemati, samo rekli bi vse, kar ni res, ne vem, nekaj čisto osnovni gabariti, vse ostalo gre iz zahtev v priporočila. Je pa res, da bi potem morali pa malo tega anglosaksonskega sveta uvesti, da ti imaš ne nek uradniški intelligence, ampak human intelligence, nekega mestnega arhitekta ali pa neko inštitucijo, prek kjero ti priješ tja, pa se kot stručko tam pogovorite, pa rečeš, jaz zato mislim, da bi to bilo, on reče, ja, ok, ali pa še to ne. To, kaj tvoj oče tudi služki na Ptuju je. Na Ptuju je bil čas, zdaj ni več, ampak tako. Ja, no in to se mi zdi pa, da tle manjka. Sej, jasno, tako lahko daš argument, pa ta bo ene favoriziral, ne bo, je boljši, je slabši, ampak to je tako, kot z unimi tvojimi davki prej. Ti vedno lahko vse te strahove vnaprej ugradiš noter, tako, kot sem jaz zagovarjal, da pač vse arhitekt smo študirani in ti podpišeš in to bi moralo biti zadost. Pa mi je Mika Cimolini mi je rada rekla, ja ne, ampak imaš tudi drugačne, ki bojo pa ne vem kaj, pa to zlorabili, pa to mislim, da moraš iz tega izhajati. Jaz mislim, da naša zakonodaja izhaja iz tega, da je tendenca vseh, da nekaj zlorabljamo in da nekaj slabega hočemo in da mora potem sistem regulirati to. Ampak v resnici je pa obratno. Redki so tisti, ki izhajajo z te motivacije in potrebujejo tako regulacijo. Večina, vsak si bi želel nekaj dobrega narediti in sploh ne bi rabili regulacijo v tem primeru. Ampak zanimivo, če smem sam, velikrat največji stres mi povzroči, ko vidim, da dobim ali bodisi lokacijsko informacijo ali karkoli, pa piše noter, mora biti tako pa tako, izjemoma. Izjemoma pa je lahko praviloma, ali pa v obliki črke. To je ta formulacija. Pravzaprav ti pol, jaz še nisem doživel, s kom greš ti ta praviloma ali pa izjemoma? Jaz sem doživel to. Ker ne vem, kdo je ta, ki praviloma in izjemoma ne reče, tukaj je en zanimiv moment, da vsa odgovornost celotnega postopka je na eni osebi, to je uradnik na upravni enoti, referent na upravni enoti, on v celotnem postopku edini, ki ima to odgovornost. In glih pred časom sem govoril z enim kolegom, ki je dolgo časa delal v Nemčiji, pa pozna ta nemško-avstrijski sistem. Pri manjših projektih v tem nemško-avstrijskem prostoru vse odgovornost je nima, ta uradnik se to odgovornost prenese na arhitekta. Arhitekt odgovarja potem. In tukaj v našem sistemu je pa ta odgovornost na eni osebi in to je uradnik, ki z neko napako lahko izgubi službo, lahko njegovi otroci ne bojo mogli v šolo drug dan, ne bojo siti, ima življenjski problem, če izgubi službo. Mislim, da ne bi bil tako odrinjen na obrobje družbe, ampak recimo je življenjsko ogrožen. In s tem se potem njegove odločitve ravnajo zelo konzervativno, ker pač bo petkrat preveril. Moje na njegovem mestu. Vse zato jaz se sicer jezim na uradnike, ampak v resnici je sistem narobe. In tukaj ta odgovornost se mi zdi, da še pogosto te osebe niso iz področja prostorskega načrtovanja ali arhitekture, ampak so iz področja upravnega dela. Upravni postopki. In je tukaj potem naša stroka tista, kjer strokovni argument ne velja, ampak velja argument upravnega postopka. In prostor za to se v nekih segmentih ne razvija optimalno, kot bi se lahko, ampak gre včasih v napačno smer. In pa predvsem postopki lahko trajajo zelo dolgo, ker se pač arhitekti borimo za strokovni vidik, ki pa ne more priti skozi. Zdaj sam, mogoče neka anekdota se mi zdi, mi pade, se spomnim, takrat, ko sem jaz študiral, je bila največja, se mi zdi, največji failure slovenskega prostora, takrat smo vsi o tem govorili,
barve fasad. Okay. Veš, takrat se je skozi to govorili, pa krvavo zelena, pa taka, pa una, pa to. In se je skozi govorili, ko se bo uspeli regulirati, da barve fasad ne bojo več poljubne, kakršne koli bojo, potem smo rešili že pol stvari v slovenskem prostoru. Ne. Zdaj, mnoge občine so prepovedale barve, ne, se pravi zemeljski toni, bela, vse to. Ampak je stane kaj boljš v prostoru? Meni se zdi, da ne. Zdaj so pa same neke bele bajte, ampak bolj še ne vidiš, koliko v bistvu pa so grozno umeščene v prostor določene. Ne? In te začne uno motiti. Prej si videl sam, da je siva ali pa zelena ali pa rdeča. Zdaj pa je pač nekako bela, neutralna, z nekimi sivimi poudarki tistih. Bela in antracit. Bela in antracit. Ki pač recimo ona ni... Ker bi mogla spet prepovedati. Ampak recimo ona ni zdaj tako v prostoru opazna kot tista prej, ki je bila res recimo turkizna ali pa kaj. Ampak je pa toliko bolj opazno to, da res naš urbanizem, sploh ruralni, govori o hiši na sredi parcele in pasjem tekališču okoli. V resnici se pri vseh teh zakonodaji pa pravilih niti ne posveti tistemu delu, ki bi najbolj vplival na to, ali bo hiša lepo umeščena v prostor, pa pasala v prostor. Če vse tiste ali ne odkljukaš. Zato pa v naši vasi je spet zrasla ena monopol hiška, jaz sem prepričan, da je šla skozi gradbeno dovoljenje takole. Kaj pomeni monopol hiška? Monopol hiška. To je kvadratek pa to. Kot je njegov oče rekel, tipična slovenska črnogradna, sicer ni črnogradna, je dobila dovoljenje, ampak on je rekel, tipičen slovenski črnograditelj. Tako je včasih delo, zdaj pa dobi to gradbenega in to pade skozi in to ni noben problem. To spraviš, to je ironija, to spraviš brez problema, ko pa nekaj hočeš. Ampak dobro, to smo zdaj... Rajš ne začnemo v to, ker to je tema za druge.